Lepo pozdravljeni na prvem večeru, spremljevalnem večeru letošnjega festivala Vilenica, ki poteka v soorganizaciji z Društvom slovenskih književnih prevajalcev. In v teku tega večera bo tudi podeljena Laurinova diploma. Letošnja Vilenica ima naslov Kako daleč je dom. Ta naslov je del sklopa, večletnega sklopa, ki smo si ga zamislili, in sicer celotni sklop se imenuje Evropa se širi in krči. To je mišljeno tako kulturno kot politično in lahko bi tudi žal rekli, da se sedaj celotna Evropa nahaja v nekakšnem krču. Naši gostje, ki bodo od jutri naprej gostovali po celotni Sloveniji, pa bodo spregovorili o svoji izkušnji begunstva, iskanja doma. Ko smo izbrali ta naslov, smo imeli v mislih tudi težavno situacijo slovenske mladine, ki težko pride pač do svojega prvega doma, tako da je ta tematika večplastna. Že sedaj bi vas lepo povabila na vse dogodke letošnje Vilenice, programi so tudi tukaj na voljo. Potem pa še morda nekaj besed o Laurinovi diplomi, to je odlikovanje, ki ga podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev vsem, ki so posebej zaslužni za promocijo slovenske književnosti v tujini. To so prevajalci, pa tudi osebe, ki so veliko naredile za to, da so slovenski avtorji znani onkraj meja. In Ludvik je oboje, torej prevajalec in posrednik, tihotapec besed, kot sam pravi, in bo danes prejel to Laurinovo diplomo. Mogoče samo dve besedi. Janko Laurin je bil rojen leta 1887, umrl pa je 1986 in v svojem življenju je najprej deloval v Pragi, potem v Rusiji, na koncu v Londonu in v Nottinghamu je tudi vodil lektorat slovenščine, tako da je res skrbel za promocijo slovenščine v tujini. Tako da sedaj vas lahko še povabim v Kosovelovem domu in pa na vrt v Lili Novi, to je vrt Društva slovenskih pisateljev in književnih prevajalcev v Ljubljani, sta na ogled dve fotografski razstavi, ki prikazujete utrinke iz Ludvigovih obiskov Vilenice, torej kar 30-krat je bil navzoč na tem festivalu in zato smo tudi pri društvu prišli na to zamisel, da Laurinovo diplomo podelimo prav kot predvečer Vilenice. Sedaj bi pa lepo povabila na oder predsednico Društva književnih prevajalcev, Tanjo Petrič, da prebere obrazložitev in podeli nagrado. Društvo slovenskih književnih prevajalcev letošnjo Laurinovo diplomo, priznanje za kakovosten opus prevodov slovenskega leposlovja, humanistike in družboslovja v tuje jezike in za pomemben prispevek k uveljavljanju slovenske književnosti v tujini, podeljuje priznanemu avstrijskemu prevajalcu in posredniku slovenske književnosti v nemškem govornem prostoru Ludviku Hartingerju. Avstrijskega prevajalca, esejista, pesnika in urednika Ludvika Hartingerja je k učenju in prevajanju iz slovenščine napeljala knjižica francoskih prevodov Srečka Kosovela, ki mu je prišla pod roke v Parizu, kjer je nekaj časa bival. V izvirniku so zanj menda usodno zazveneli Kosovelovi verzi Razpokan bodež hrepenel, slovenska beseda tolmun, ki v nemščini nima ekvivalentne ustreznice, pa je njegovo ljubezen do slovenskega jezika še poglobila, ker naj bi ga vrnila v spominsko pokrajino iz otroštva v Zalfeldnu ob Kamnitem morju. Med prevajalcem in pesnikom je nastala tako doživljenjska naveza in zaveza. Prav po Hartingerjevi zaslugi in njegovem izjemnem občutku za jezik in poezijo je namreč Srečko Kosovel zaslovel in se zakoreninil tudi v nemškem govornem prostoru.
Hkrati je z Alešem Bergerjem ob 100-letnici Kosovelovega rojstva pri Mladinski knjigi uredil monografijo Ikarjev sen, to je bilo leta 2004, pozneje pa še njegova izbrana pisma in izbrano prozo. Hartinger, ki svoj avtorski glas kroji tako v slovenščini kot v nemščini, je eden tistih prevajalcev slovenske literature, predvsem slovenske poezije, ki je do te mere ponotranil slovenski jezik, da ga z vsemi jezikovno-ritmičnimi posebnostmi in premenami na avtentičen in subtilen način prenaša oziroma tihotapi v nemščino. Poleg Srečka Kosovela so v vrhunskih nemških prevodih Ludvika Hartingerja zazveneli tudi verzi Tomaža Šalamuna, Daneta Zajca, Svetlane Makarovič, Aleša Debeljaka, Maje Vidmar, Borisa Novaka, Esada Babačiča in Aleša Štegra. Iz francoščine pa je v nemščino prevedel tudi pesmi Pierra Reverdija in Fistona Muance Mudžile in drugih. Ludvik Hartinger že od leta 1985 urednikuje pri uglednih avstrijskih založbah, kot so denimo Otto Müller Verlag ali Edition Tannhäuser. V preteklosti tudi pri založbi Wieser je izdajatelj knjižne zbirke Ranicdrucke in član uredniškega sveta ugledne revije Literatur und Kritik. Kot aktiven in neutrudljiv literarni posrednik je zakrivil mnoge prevode in predstavitve slovenskih avtorjev in avtoric v nemškem govornem prostoru. Živi in pohajkuje med Salzburgom, Saalfeldom in Krasom, kjer si ga ljudje zapomnijo po njegovih samotnih hojah, po svilenem šalu in obrabljeni aktovki, ki jo zmeraj nosi seboj, kot za protagonista, besednega tihotapca, zapiše Drago Jančar v zgodbi Avestina, v kateri prepoznamo nezamenljiv Hartingerjev alter ego. Letošnji Laurinov laureat je med drugim leta 2004 prejel Pretnarjevo nagrado ambasadorja slovenske kulture in literature v tujini, istega leta pa tudi priznanje srednjeevropske pobude SEP za literarno posredništvo. Na 28. mednarodnem literarnem festivalu Vilenica leta 2013, ko so prvič v zgodovini vileniških srečanj podelili naslov častnega gosta festivala, ga je poleg pisatelja Borisa Pahorja prejel prav dolgoletni vileniški sopotnik in dobitnik tako imenovane vileniške solze, Ludvik Hartinger, ki je že od leta 1986 redni gost in sodelavec od leta 2007, pa tudi član žirije Vilenice in ki ne nazadnje prav letos praznuje tudi svoj 70. jubilej. Ludvik Hartinger svojo prevodno in avtorsko poezijo potuje skozi čas, skozi besede, bela gre cesta skozi stekanje in senčenje, ahasver, besedni potepuh blodi po pokrajini sveta, pokrajini podrasti, pokrajini poboči, pokrajini besed, pokrajini besednih zvokov, pokrajini besednih podob, zapiše Jančar. Za dovršene in tankočutne prevode, ki odsevajo poglobljeno poznavanje izhodiščnega in ciljnega jezika ter kulture, za strokovno in natančno prevajalsko delo ter zavzeto prizadevanje za prepoznavnost slovenske književnosti in kulture v nemškem prostoru, Društvo slovenskih književnih prevajalcev Ludviku Hartingerju letos podeljuje Laurinovo diplomo. Čestitke, Ludvik. Bravo. Vmes, v vmesju kali beseda in vzleti.
mejačje in pesem rokovanje. Ko pišem, se odtujem. Ko prevajam, se vračam. Odpiram vrata na stežaj za tujo besedo. Kako prebroditi, kako prenesti, ki ni za prevesti, prevajanje. Prevajanje je približevanje dveh jezikov, več kultur. Prevajanje je poželenje po ponovitvi, da se beseda v drugi povraja. Ali je to obljuba spomina ali spomin obljube? Ko te prečka beseda, ki jo prečkaš. Zelo me veseli. Čast mi je, da dobim tisto počastitev. In prav na glasu, v tem orfičnem kraju, ostrin in tišin in samot zame. In tudi pod velbom Vilenica. Oba izhodišče ljubezni in poklicanosti. Ljubezni do slovenščine, poklicanost do tabljanja. Zdaj sem ne samo ambasador slovenske literature, zdaj sem celo diplomirani tihotapec besed. To je že nekaj za koga, ki več kot polovico svojega življenja kroži po krasu in nekaterih besednih pokrajinah. Vsem spremljevalkam, spremljevalcem, ki jih po imenu tukaj ne morem omeniti. Na vseh teh javnih in tihih in tajnih stezah slovenščine, ki je širša kot država Slovenije. Iz srca hvala. Čestitam, Ludvik. Veseli smo, da si danes z nami in bi sedaj začela pogovor. V teku tega pogovora boš tudi prebral nekaj pesmi. Dogovorili smo se, da bo Ludvik bral samo nemške prevode, pesmi slovenske pa imate na izročkih. Tako da bi začela kar s prvo Kosovojevo pesmijo, ki smo jo postavila na začetek današnjega večera. To je pesem Evropa umira, ki je nekako preroška in ki predstavlja tudi nekakšen poklon vsem, ki so se sedaj borili z ognjem v tem požaru. Europa stirbt. Europa stirbt. Völkerbund und Apotheke. Beides ist Lüge. Operationen, Revolutionen. Auf grauer Straße stehe ich. Braunes Laub fällt von den Ästen. Und ich fürchte nur eins. Diese Bäume werden nackt, schwarz dastehen und grau die Felder und klein die Häuser sein. Und ich werde schreien, aber alles ringsum wird schweigen. Hvala. Kot je že omenila Tanja, letos praznuješ 70. jubilej, decembra ga boš obeležil v Salzburgu. Torej, rojen si bil leta 52 v Saalfeldnu. In rada bi te vprašala, odkot izvira tvoje zanimanje za literaturo, tvoja ljubezen do jezika? Nekoč si mi omenil, da je bil tvoj oče zaposlen pri zavarovalnici. Poželenje po besedi je začelo, ko sem bil 8 let v strogi gimnaziji na vznožju Kamnitega morja.
v bivših kazernah za Amerikane sem pretrpel 8 let in zmeraj sem nekaj naredil, da ne moram iti skupaj z drugimi roke v rokah. In takrat sem bil, ko sem moral iti skozi vas, sem bil agent za Pernice, imel sem zmeraj rdečo glavo in zato sem nekaj ušpical, da lahko ostanem v gimnaziji, da lahko odprem knjigo in da lahko letim čez okna, čez gore in v različne raje. Mogoče te to tudi povezuje s prijateljem Petrom Handkem, on je tudi bil v takšni gimnaziji, pa Florian Lipuš, torej kar precej vas je v Avstriji šlo čez takšno šolo, ne? Potem pa si se odpravil v Pariz. Kot smo že slišali, je bilo tam usodno to, da si našel rdečo knjižico s prevodi Kosovela. Enega septembrskega dneva sem šel čez Pont-Neuf in tam v eni stojnici je imel bukinist novitete iz poezije in tam sem videl na eni zeleni knjižici obraz in sem si kupil tisto knjižico in obseno naletel na tisti vers Razpokan bodoš hrepenel. To sem čital po francosko Les Andes tu seras le désir. Takrat še nisem razumel, kaj pomeni razpokan, kaj pomeni celo beseda hrepenenje. In takrat sem pozabil tega pesnika, takrat sem bil popolnoma potapljen v francoski poeziji, ampak 15-18 let kasneje, ko sem odkril Kras in ko mi je odpirala ena druga knjiga Slovensko dušo in sicer Tantat Rui od Cyrila Kosmača, sem se spomnil tega pesnika, ki ga sem srečal v Parizu in sem si kupil v Novi Gorici tisto miniaturko in sem začel na Krasu, kupil sem si 7 flaš vina in sem na strehi Skalnate ute začel prevajati sam čez vas. Bor završi, ko te spozna. V hipu sem vedel, da to je tvoj pesnik, da to je pesnik življenja in sem se naučil slovenščine s pohajkovanjem, grem po hajku in kot vsi veste, sem pripravljal eno prvo zbirko pesmi v mojih prevodih. Potem sem študiral celo zapuščino Kosovela in sem publiciral besedila skupaj s prijateljem Aleš Berger, Ikar je sen in še druge knjige. In ravno jeseni izide ena nova obsežna zbirka mojih prevodov Kosovela. To pomeni že 30 let diham tisto poezijo. Moram reči, da je tvoj besedni zaklad v slovenščini izredno bogat. Včasih me pokličeš po telefonu in potem, ko vprašaš, ali ti veš, kaj pomeni, in potem me vprašaš kakšno besedo, za katero še nikoli nisem slišala v slovenščini, mi je kot prevajalki kar malo nerodno, ne? Torej poznaš besede, za katere sploh nisem vedela, da obstajajo. Nekaj se spomnim, je bilo nekaj, da si med vrati, pa nisi ravno med vrati, nekaj je bilo med oknom, torej zelo bogat besedni zaklad imaš v slovenščini. In v slovenščini tudi pišeš, kot si povedal, torej izdal si zbirko Ostrina Bilk, potem si izdal 2 zbirki v nemškem jeziku in sedaj pri Otto Müller še eno zbirko, pa bi te mogoče prosila, preden se posvetimo tvojemu prevajalskemu delu, ki je danes v ospredju ob tej nagradi, da nam prebereš kakšnih 5 svojih pesmi v slovenščini. Ja, nekaj čudovitega in rodovitnega se mi je zgodilo, ko so se mi začele privreti pesmi v slovenščini. Ker slovenščina me razširja, francoščina je mladeniču razširjala svet, medtem ko je slovenščina razširila dušo. In sem začel pisati pesmi v slovenščini in do zdaj jih pišem
recimo tudi jih publiciramo v nemščini, polovica je napisano v slovenščini. Par pesmi bom čital. Pod praprotjem so se skrivale prve črke, spet v prosojni ostrini samot, kristalisce kraj, poplisne krokus, si kar neznano tije v sebi. Sledovi jerovice na cesti in ples črnih razpok, poševna slika v čakalnici, zamuje. Nedaleč od mostu se je zazidralo jantarjevo oko v tolmun. Tu in tam grozi list, ne pade vsako svojo senco. Sedaj slutnje piš z dihom rošeni spomin, v pokrajini razpokan rokopisje pogleda, v lov na vodi jezika. Ranih podob irta si, kras, jerovica plitkih sanj, ena sama štirna, kamnita roža besed. Par korakov pusti tu, da se privadi veter, nekoč tvojega ritma, molka, tvoje vrnitve. Ne kolebaj, ukrcaj se na beli obrak. Srce je nomad, zmeraj svoj sledi sledi, tiham disanje v dan in po noči svito srce. Reci, ko se upotavlja, reči, veter. Vrni, ko se upotavlja, vrniti, kamen. Sanje, ko se upotavlja, sanjati koža. Daj, ko se upotavlja, dati tlan. Je le skrivnost, ki tvega. S poletnim šotorom sva malvazirala v luno, svojo tišino skriva vsak na dlani pogleda. Pajaličar tišine si, zaobli se z korakom, beseda se razveji. Razumem, v Medturju se vse skodi in lipa je sito pozabljenih zvezd. Midva sodihava. V zračje gnezdo, upletena vezalkica, špici blestita. S besedo greš bos v stvari nevidljivi kolobar, uglašuješ andando krajin senčne strune. Rad bi hodil v zvezdju pozabljenih korakov in prašal kamen s poti, a bi ti prah moj spil pod rokami, nam sence cvetil in pod vekami valuji obrazi. V brežemku boboči sanjaš v tonih navzgor. Tiho ti že rastev črni gobuli besed. Razvejana vejica kaligrafira prazno. Hvala. Te pesmi si tudi sam prevedel v nemščino in jaz sem si to pogledala in moram reči, da si v slovenščini bolj jezikovno kreativen, torej več besed sam izpelješ nekako iz korena. Se ti zdi, da je to res, da se pri nemščini držiš nekih okvirov, pri slovenščini si pa dovoliš več svobode? Ja, zelo prav imaš. Jaz jih ne bi pisal po nemško in jaz jih pišem v neki neutarinščini. Recimo, napisani so v nobeni materinščini. Neuter pomeni po latinsko ne to in ne to. To pomeni je v neutarinščini in ko jih prevajam, seveda imam možnost, da nekaj spomenim. Ampak dejstvo je, da gledi v svojimi krili po slovensko. S takimi besedami, ki me priučkajo nazaj k prapodobam, pa slikam in se je podoba otroštvo besed. Prej si omenil, da eno leto nisi bil na Krasu od lanske Vilenice, no, ko smo gostili tukaj goste iz Nemčije, ki si jim na Kosovelovem grobu prebral nekatere pesmi in nastavil res magičen trenutek.
Pa me zanima, celo leto si živel v Avstriji, v nemškem govornem okolju, pa razmišljaš v slovenščini, bereš v slovenščini, kako ta slovenščina prileti k tebi? Ja, skoraj več kot polovice življenja še grožim na Krasu in diham slovenščine in je postala slovenščina moja druga jezikovna kamera, prekat. In zato seveda mislim in sanjam, recimo, ko grem v Štanjelu na stopnicah dol in se ozrem, vidim polšek na špici bilke, ki raste iz skalnate stene. In takoj prileti haiku, polšek na bilki, še rahlo niha, sončna ura je počasnosti. To pomeni, to prileti s svojimi krili in ja, živim. Mogoče se sedaj posvetimo tvojim prevodom. Kot smo že slišali, si izdal najprej pesniško zbirko Kosovelovih prevodov, Mein Gedicht ist Kast, leta 1994, in pa potem leta 2004 legendarno zbirko Mein Gedicht ist mein Gesicht. In bi te mogoče kar prosila, da prebereš prevod te naslovne pesmi, kajti zgodilo se je nekaj, kar se v slovenščini ne rima, se je v nemščini čisto naravno začelo rimati. Ne? Gedicht, Gesicht, to ni prisiljena rima, ampak tako se je zgodilo. Mein Gedicht. Mein Gedicht ist Explosion, wilde Zerrissenheit, Disharmonie. Mein Gedicht will zu euch nicht. Ihr, aus Gottes Vorsehung, Marotten, tote Ästheten, Museumsmotten. Mein Gedicht ist mein Gesicht. Omenil si mi, da si pri tej pesmi izjemoma rimal še druge stvari, torej Gedicht in Gesicht se je samo od sebe zrimalo, potem pa tudi Marotten, Motten in tako naprej, da si tukaj prav iskal rimo, ki je drugače pri prevodih ne iščeš. Pa me zanima mogoče tvoj pristop k prevodom, kar zaslišiš to nekako v nemščini, iščeš besede in kaj je tisto, kar se mora ohraniti pri prevajanju poezije? Prevajati Kosovele je zelo težko. Ne da bi pisal hermetične poezije, ljubim jih, preproste besede je pisal, ampak nezamenljivi ton, kako on povezuje besede, tisti ton je težko dobiti in predvsem tudi rime dobiti. Poskušal sem dobiti ustreznice ritmu, metru in recimo nekaj. Pri Kosoveli je tudi zelo važno čutiti, telesno čutiti nepričakovane podobe, recimo kot v srcu tesno odvaža zeleno nebo, bel drevored, senco zeleno, črna iskra, v očeh sažari. To so kompleksni izrazi, ki jih moraš najti in najbrž velja tudi pri prevajanju. V začetku je bila beseda in Felix je pisal enkrat, vsaka beseda je svet zase, gibanje med temi svetovi. To pomeni, da se potapljamo v slovenske besede, v slovensko besedo in ravno tista pesem, ki je poematična pesem, poetika v bistvu, poetika besede. Najprej sem opazil, da tukaj piše Kosovel tjuja raztrganost. Leta 1915 je prva svetovna vojna posekala mirno otroštvo pesnika in ravno v tem mesecu je ugasnil velik pesnik iz mojega mesta, Salzburga, Georg Trakl. On je pisal na koncu življenja: pojem te, tjuja strganost. Potem naletim na vers Kosovela, tjuja raztrganost. Potem sem probiral, da bom
Rima in sam našo, mein Gedicht will zu euch nicht, moja pesem noče do vas. Mein Gedicht ist mein Gesicht. In tako sem probiral, ne pogosto to funkcionira, ker v nemščini tako je zveni na gete in anakronistično zveni, če postaneš kovač rime. To je res izredno težko je v nemščino prodajati zaradi težav pri rimanju, ne? In pa tudi Srečko Kosova zelo lepo zveni v romanskih jezikih, kjer te velike besede, ki jih on uporablja, smrt, življenje in tako naprej, mogoče ne izstopajo tako zelo kot v nemščini. Ja, in že to, enkrat je pisal, vetar je risal tvojo podobo na večerno zasončeno kmajno grmovje. Najprej sem mislil, zasončeno pomeni isto kot zasenčeno. To je vsakdanska beseda, ampak in potem sem prevajal to v večerni svetlobi. Potem sem še enkrat rokopis pregledal in sem videl, da on nalašč upleta tisto besedo zasončeno. Tiste besede nisem našel v nobenem slovarju. V enem slovarju v 1871 sem našel besedo zodiak, svetloba, absonnik, zasončeno. Ja, potem sem tudi to v nemščini pisal kot verschattet, zasenčeno, versont. To pomeni tudi ena redka, celo en neologizem skoraj, ampak sem našel tudi v enem slovarju za dialekte, kmeti so to tudi v nemščini rekli 200 let nazaj, absonnik. Zato sem uporabljal versont. Ampak če bere to en recenzent, reče, kakšen jezik je to? To ne štima, on zna sploh. To pomeni, kot je pisal Paul Celan, le poète ne s'impose, il s'expose. To pomeni tudi prevajalec se izpostavlja. Ne moreš zlagati, zakaj sem se odločil za tisto rešitev. Pri prevajanju Kosovila si dobil tudi dva nasveta, enega od Petra Handke in enega od Fabiana Hafnerja, pa mogoče še to na hitro omeniš. Ja, s Petrom sva pogosto šla na Krasu in on je bil prvi, se spomnim, v eni gostilnici v Bliskavici sem mu prevajal, sem mu citiral tisto pesem Potovanje in tu in tam lebežno potovanje. In on zna govoriti slovensko in mi je pomagala, kako naj prevajam tisto poezijo z Krasa, da bom tako, recimo, ne tako obilno kot pokrajina Krasa. Takrat sem našel tisto idejo, da bom naredil izbor pesmi kot ena fizionomska in kartografska poezija. Recimo, cel opus kot Kras, kot tista pokrajina ostrin in tišin, dolina in veter, luč in vsa ta nasprotja. V tej zbirki, ki bo zdaj ponatisnjena, leta 2023, bo to ena od osrednjih knjig, ki bodo išle v nemškem prostoru in jih želimo tudi predstaviti v Frankfurtu. Torej ponatis razširjen te knjige, spet z grafikami Christiana Tannhäuserja, torej to je zelo znan založnik, ki je tudi grafik in ki bo v soboto tudi prisoten na Vilenici, ker je izdal knjigo prevodov Milana Dekleve. Mogoče še ena posebnost nemščine so te sestavljene besede in tukaj bi te mogoče prosila, če prebereš naslednjo pesem, to je Danes Zajc, kjer to posebej lepo pride do izraza, kako se da v nemščini kombinirati besede in nastane neka nova poezija. Das Wasser spricht aus Wassermund, eines Wasserkopfes Mund. Wasser spricht im Dreigespräch, in Sprache ohne Worte, im Gemurmel aus Stille. Warum fließt es über meine Schläfen, warum über den Körper, der nicht pulst, der schweigt?
es spricht nicht mit mir. Sich aus seinem Kopf erzählt das Wasser eine Geschichte ohne Geschichte, ein Gedicht ohne Worte, geschrieben in Wasser, in unleserlichen Buchstaben, gesprochen von einer Zunge, die es nicht gibt im Mund, den es nicht gibt, kein Mund, Wassermund in Wasser. Wassermund in tako naprej to. Jaz se spomnim Tane Dazalca, pogosto sva na nočni hoji v Tivolivem parku in sva govorila o poeziji in imamo v glavi tisti insistirajoči glas njegove poezije. In tukaj vidimo tudi usta, voda, vodnih ust. Če berem usta, enkrat so vprašali Daneta Zajca, a kaj vi asociirate s besedo ljubezen? Tem je on odgovoril, askala. Askala. In na to sem se spomnil, usta iz vodne glave, usta, ki jih ni. In zato sem hotel najti tiste ustreznice temu ritmu, metru. In pogosto sem ga videl, kako on prečka Žustarjev most. Enkrat sem pisal pesem o tem. Skozi zmajski očesi gledam gladino, ki hiti. Ta nepozabljeni glas in še s bliskom vesel. Prevajal si številne slovenske pesnike, smo že prej slišali Majo Vidmar, Izada Babačiča, Aleša Debeljaka, s katerim sta bila tudi prijatelja, Daneta Zajca. Izdal si tudi posebno antologijo, naslov v nemščini je Im Schatten der Worte, v slovenščini je V teni besed, priznam, da tudi te besede tenja nisem poznala kot besedo za senco. In ta antologija ima še neko posebno strukturo, bi mogoče kak sam razložil, kako si jo zasnoval in zakaj si to tako naredil? Ja, tista knjiga je tudi ena besedna pokrajina in jo prevandraš in najprej ne veš, katere verze, od katerega pesnika, od katere pesnice, to veš. Ko so bili pisali, enkrat skozi črke stopamo v prostor. Jaz sem hotel, da tudi vstopiš v tisto poezijo in naprej ne veš, kdo je to pisal. In na drugi strani sem izdal tisto knjigo 100 let na tem, ko je Stefan Mallarmé pisal tisto knjigo o kockih. To pomeni Espacement de la lecture. Da vandraš skozi pokrajine pesmi. In tukaj vandraš, tukaj so 43 pesnic in pesnikov in vnaprej ne veš, kdo je to. Ali je to Božo Vodušek, ali je to Cenjevi Potnik, ali je to Brane Bitec, ali je to Maja Vidmar, ali je to potem. Enkrat ko sem predstavil tisto knjigo v Ljubljani, sem najprej čital pesem in sem vprašal, a veste, kdo je to? Mislim, da skoraj noben je vedel, kdo je ta avtor, tista avtorica, pesmica. Na koncu je potem kazalo, kjer si lahko vsakdo pogleda, katera pesem je bila čigava. Tako da je to prava uganka, čigava je bila. Ampak se mi zdi zelo lepo kot neka zamisel, nek glas slovenske poezije, kjer ni tako pomembno, kdo je napisal kaj, ampak gre za nek širši poetični slovenski glas. Tako da bi mogoče sedaj prišli še na zadnjo pesem, ki sva jo zbrala za današnji večer. To pa je pesem Svetlane Makarovič. Povedal si mi, da je bilo prevajanje Svetlane Makarovič kar precejšen izziv, ker se naslanja tudi na ljudsko slovstvo, spet se tudi igra z rimami, ki jih je v nemščini zelo težko prevajati, tako da te kar prosim, če prebereš zadnjo pesem. Zwei sind nicht zweimal, je einer allein.
2 sind nicht mehr, sind 2-mal weniger. Diese Menge, die lacht, diese Menge, die steinigt, diese Menge, je 2 und 2. In Kesseln teuflischer Schwägerschaft, in Nestern voll Weibchenhass, in geschwollenen Brutbäuchen. Und schaust du Erd und Himmel an, kann sein, es ist nicht so. Doch du siehst mit Schlangenaugen, wie sie kriecht und kauert, wurdelt, drängt und droht. Schau die Schlange, pack, zerdrücke, töte, und sie duckt sich wieder, beißt in Erde und bettelt um Krümel vom Tisch. Und sie betet und ist dankbar, diese Menge, diese Masse, die kreuzigt ihn geschrien hat. Mogoče še kaj poveš o tem izzivu, prevaja Svetlana Makarovič. To je bila zbirka Samost, ki je šla v seriji Litere Slovenike pri Društvu pisateljev. Ja, takrat je bila Svetlana avtorica v Fokusu v Vilenici in so me ona vprašala, če bi prevajal 45 pesmi, in sem mislil, ojoj, kaj bo to. Ker ne samo ritem je nezamenljiv, če to bereš po slovensko, je to težko prevajati, ampak Svetlana uporablja tudi take redke besede, ki jih, ne vem, sem iskal, recimo štropnik, ali veste, kaj je torkla. Ponavadi so ženske ponedeljek pa petek prele. Tista ženska, ki je prejela v torku, potem je čarovnica prišla in je vse uničila. Tista ženska je torkla. Najbolj moraš najti tisto besedo in sem tukaj v tej pesmi sem poskusil najti ustreznice temu ritmu. Schaut die Schlange, packt, zerdrücke, töte und sie drückt sich wieder, wurlt, kerbt. Tudi v nemščini to je zelo. To je najbrž je to paradoks prevajanja, paradoks kreativnega odmeva. Ne more zveneti kot original, ampak more zveneti kot en original. Hvala, Ludvik. Mogoče za konec samo še eno vprašanje, in sicer si izreden posrednik, torej s svojim navdušenjem si navdušil številne Avstrijce, Nemce za Kosovela. Mislim, da je tudi glavno jedro oziroma edini način, da promocija literature uspe v tujini, da si najprej sam navdušen kot posrednik in potem to navdušenje preneseš. Hkrati se mi zdi, da imaš tak poetičen odnos do celotnega življenja, do celotnega ne samo prevajanja, ampak delovanja. In pa kar me vedno znova preseneča pri tebi na sestankih, recimo žirije Vilenice, kako ti poznaš tudi najnovejše, najmlajše avtorje in avtorice v nemškem govornem prostoru, iz Švice, iz Avstrije, torej nam priporočiš avtorice in avtorje, ki potem dobijo tudi največje nagrade, so uspešni, se prevajajo. In pa tudi obratno, pa bi za konec mogoče kakšen imaš ti nasvet, kako promovirati slovensko literaturo, kako poudariti to našo specifiko, da imamo tako odlično poezijo, kaj se tebi zdi najpomembnejše, če želimo iti nekako v tujino in predstaviti to svoje bogatstvo? Ja, pogosto sem šel, recimo tudi s Dragodom Jančarjem, sem bil pogosto v Nemčiji in sta recitirana. Zmeraj me sprašujejo, kaj je v tem, da ti prevajaš slovensko literaturo. Po mojem, Slovenija na takem majhnem prostoru v Evropi, toliko Evrope na takšnem majhnem prostoru v Evropi, nikoli ni v Evropi, nikjer ni v Evropi. To pomeni, da treba je pokazati tisto bogato pokrajino, besedno pokrajino, od Jadrana do panonskih ravnin, od Osilnice do
vrbe, to pokazati tisto raznoličnost poeziji. Če tudi recimo 2 milijona Slovencev in imajo toliko poezijo, različno, to je treba pokazati in to, mislim, to dobi odmev. Bi s tem pogovorom za danes zaključili, lahko bi se še dolgo pogovarjala o tvojih bogatih izkušnjah. Najlepša hvala, da si bil danes z nami in vse to delil. Še enkrat pa čestitam za Laurinovo diplomo in se ti zahvaljujem za vse, kar si naredil za slovensko poezijo. Hvala lepa, Amalija, hvala Tanja, hvala vsem, ki ste prišli. Ja, na koncu bi rekel, kot je pisal Kosovo, pojo ne besede.